Hej ho, moje ime je Lucija in to je kanal od Ponča in Sonča in jaz ga bom danes prevzela. V glavnem, tlele imamo ful veliko sob, imamo Pirates, Queen Anne's, I don't know what. Nima pojma, kje je naša soba realno. Ej, na 2x2 metra smo se mi uspeli zgubiti. Top Ponč Sonč fan leta 2022 je... Hej ho, moje ime je Lucija in to je kanal od Ponča in Sonča in jaz ga bom danes prevzela in tukaj je z mano. Hello YouTube! Cindy, za kamero pa je tudi Ponč. Hello. In pojdimo skupaj v escape room. Najprej smo se seveda usedeli za eno kavico in malo poklepetali. Čeprav se z Lucijo nekako poznamo že dlje časa, pa smo se prvič videli v živo. Sama VUP ustanova pa ponuja vrsto različnih iger in obiskov, sama sva namreč že bila na kartingu, v bivši areni pa so se zdaj zgradili še sobe pobega, bowling, VR doživetja in še ful enih drugih stvari. No tako evo, mi se zdaj odpravljamo v escape room in rezervirali smo Atlantido. Nismo hoteli tu najtežjo, ker niti jaz, niti Lucy še nikoli v življenju nismo bila v escape roomu. Še nikoli v življenju. Tako da nismo hoteli tu, ko bo 10 od 10, pa še pač plan je, da bomo snemali noter, kar nam bo spet malo cajta vzel. Tako da ja, bomo videli, kako bo to šlo. Mi dve imava za trampolin, pa ne vem zakaj. Jaz se meni tudi piše VUP Nation. A ja, tudi piše. Se to je vse isto. Vse ne bo problema, če bomo noter se malo posneli, da se zabavamo pa to, a ne? V sobi ne smete snemati, zato ker lahko razkrijete kakšno uganko. Ja, pa res ne. In zdaj bo vlog dolg 1 minuto. Čau, se vidimo. Čau. No, poleg tega pa, da ne smemo snemati v sobah pobega, smo pa zvedeli še eno stvar. In sicer spreminjali smo termin, tako da ne gremo več v Atlantido, ampak gremo v Haunted Mansion, zakleti dvorec. Tako ja, no, povej. Stare slike, ki visijo na stenah, se premikajo. Vrata se odpirajo sama od sebe in Jennifer je vsa v modricah. Glede na to, da sta dami prvič v sobi pobega, vaju bom nekaj podučil. Ali sta vedeli, da obstajata dve vrsti sobo pobega? Klasična pa moderna ali novodobna. Ja, in v klasični so res bolj te neke ključavnice, pa pin kodice, pa take fore. Moderne so pa malo bolj kreativne za pobeg. Če kdo ne ve, kaj soba pobega sploh je, en hiter opis. Gre za družabno izkušnjo, kjer kot že ime samo pove, skušaš pobegniti iz nekega okolja s pomočjo sklepanja, logike, namigov in mehanizmov ter najdb, ki se skrivajo v sami sobi. Za pobeg imaš vedno omejen čas, same sobe pa ne zahtevajo fizične moči za pobeg. Prav tako ne rabiš doktorata iz specifičnega področja, je pa zelo priporočeno znanje iz različnih področji matematike, kemije, geografije in tako dalje. Saj uganke dostikrat slonijo na določenih principih ali vzorcih, na primer Fibonaccijevo zaporedje. Ker so sobe pobega bolj naravnane k mišljenju izven okvirjev, reševanju problemov in ugank in ker je timsko sodelovanje zelo pomembno, so zelo priljubljene za kakšne zaključene družbe in team buildinge. Kot rečeno, klasične sobe pobega slonijo bolj na osnovnih principih pobega in reševanja ugank s pomočjo ključavnic, kombinacij in ugank. Sobe pobega nove generacije pa vključujejo tudi druge elemente, kot so elektronika, mehatronika, magnetizem in v nekaterih primerih celo računalniki in očala za VR resničnost. Do not touch, Lucija, do not touch. Ja, pa nisem videla, če je to namehan. Lej, koliko je namehan napisan. Lej, vidiš, kje piše do not touch? Tukile. Kako si to videl? Ja. Dobro si povedal. No tako, evo nas, zdaj pa gremo. Adijo. V glavnem, tlele imamo ful veliko sob, imamo Pirates, Queen Anne's, I don't know what. Pol tukaj na naši desni imamo eno tako skupino fantov, ki bojo rekli živijo Walking Dead. V to ne gremo, čakaj. V to ne gremo, ker se Cindy preveč boji Walking Deadov.
To pa ni res. Drugič, naslednjič. Po mojem zglih, A sem jih pozabila? ne, ful si falila, ker ona je ful gledala Walking Dead in je fenica. Kaj pa ti? Tudi jaz. No, Sam ne od vseh sezon. Jaz pa še nisem gledala, tako da moram Na, začeti. daj pelme naprej, Okej. zagrab kamero, greva. Dragi moji gledalci, naši gledalci, upam, da uživate v tem vlogu, ki bo dolg zelo. In pa zadnja, tukaj piše The City, Lost City of Atlantis. To smo mi mislili, da gremo, ampak žal ne gremo in gremo pa tudi ne v Chocolate Factory, ki jo vidite tamle. Nima pojma, kje je naša soba realno. Kje pa je naša soba? Kje pa je naša soba? Ej, na 2x2 metra smo se mi uspeli zgubiti, dame. Zakaj naj jo gledaš? Vas se obrnem kamero, majster. A sem jaz vodžo puta tle? Poglej, ne pa ti naj, če lahko. Meni je toliko strah, da Tle, sigurno je tukaj noter. Ni. Naše sobe ni. Ni. Pa najbolj, da gremo do Game Masterja, do unga elefanta, pa da nam... Pa nam bom povedal. Pa nam bo on povedal, ja. Ja, tako. Miselne igre. Zato bo za uspešen pobeg potrebna miselna in ne fizična moč. Vse uganke se bodo rešile z lahkoto, če bodo le-te rešene pravilno. A bo? Mi je že strah. Leta so minila. In sedaj, ko je Jennifer dopolnila 6 let, so se začele dogajati To je pa lih neki zamek, ki so zapuščene hiše. Lucy. Jaz sem takaš ful rada grozljivke Dvorca so sam. začele razpadati pred njihovimi očmi. Ker nismo smeli snemati znotraj same sobe, da ne razkrijemo kakšnih namigov, pa vam tu puščamo le malo zvočnega posnetka naših vriskov, komentarjev in krikov dogajanja iz sobe. Pa zdaj, zopet majkici. Če bi zdaj ven skočil, jaz ga bom. Get help, emergency. Tam je ključ, to sem že prej opazil. Kavada, kako si to videl, stari, jaz to lepo tam ne ležim. Ja, ne več videla, no. Jaz nisem več videla. To se zdaj brez premika, ne najboljši dan v mojem življenju, jaz si to vedno želim. Vsi so ena vrata odprla. Ne, tja. Ni čudem, da je ful Ja. marketi. Bravo. Zaradi kartic. Misliš? Ja, Ja, povedaj sem dovolj, sem jih dal to. Okej. Da jaz se ne upam, sem Kaj bo zihaj mun dojenček, kaj za vrati? Okej, bang. Čakaj, Če je 11. 17, a ja, 11. Sem ti rekla! Pazi, umaknem se glavo. Pazi glavo. Kako dobro je. Ful hvala, da smo izbrali to. Ful dobro, da sem zbolela. A se zdaj tam odpade? Ne grem tja gledat, stari, da ne. Sorry. Uno se mora odpušiti. Oh, hell no. Ej, a kaj da nič ne mora skočiti? Ja, pa se pa napučkati muška. Oh my god. Ej, koliko je to dobro, jaz sem prav navdušena. Ja, ful je dobro. Mi se iskreno upravičujemo za tole, ampak sva vam mogla pričarati, kako smo se mi počutili tam not. Pojmo nazaj na video. In kje se srečamo? To je pa tako, ko vzameš slavnega influencerja s sabo na... Klele smo bili, tukaj. Aha, Kdo je vam prišel? mi trije smo vam prišli. Kdo je še prej vam prišel, koliko bi bilo treba? Mi trije, 5 minut prej smo vam prišli. Dobro, dobri smo, dobro. Važno, da smo rešili. Čakaj nam čas. Važno, da smo rešili. Bravo mi. In pa ti vidiš te high score in si tako, mi smo... Kjer brežni luzeri zlati. smo mi? Piščeta sta rabila 21 minut 30, to je nemogoče. Kako to hit narediš? To sta zih bila že prej noter, sigurno. V redu, dekleti, kako je bilo? Ej, noro je bilo. Pač, jaz bom čisto iskreno povedala, da nisem pričakovala, da je bilo tako za prvič, je bilo to fenomenalno in... Ene parkrat smo kar orang skočili, no, tako mi rekla. Ja, ful, jaz sem ful kričala. Pa tebe sem skočila, jaz sem tako...
Ker to se je kar nekaj odpiralo, pa premikalo. Meni je bila una zibelka najbolj grozna. Vsakeč sem se ustrašila. A to lahko povemo? Čakaj, ne, jaz bi še rada sam še nekaj povedala. Alex, a ne, je žal pip. Master, pač midve bi bile nič brez njega, nič. Ja, njemu se vidi, da je živel prej. Mislim, ne v tem, ampak da je živel v SK. Ja, v redu, Imaš ne tisto me izkušnjo. preč. Ej, pa ful sem vesela, da sta me povabila, pa da sem bila lahko del da nehi, no. najne prve izkušnje. Ja, na sem escape res. room. Mila sem počaščena, da se sploh odzvala. Ja, da ali? si z nama tukaj, tako da ful hvala. A to je zdaj že zaključek, sem kar malo zajela, ne? Ja, Ne, to ni zaključek. Ni, Zdaj gremo še res. Zdaj gremo še pit. No, zdaj moramo pa malo nazdraviti. Ker smo uspešno zaključili escape room z vajenim novim mrčem. Šinkalo, pinkalo. Wow. Idem kozarcev, nisem manjših najdel, no. A večji ni šlo. Ne vem, če bo dost. Pa činkalo, pinkalo. Činkala, binkala. Da ne zna vzebel, kad ta drž pada. Oj, venti ta džin. Ej, sploh ni to bad. Evo nas na lučkah. Lučke. Mi gremo pa na lučke. Zime. Ja, to ne smemo, ne. Ja, ne vem, bomo To je v videli. redu. Midva sva letos prvič na lučkah. Ja, in tudi Lucy je letos prvič na lučkah, tako da smo šli skupaj. Ja! Jej! In kako je biti prvič na lučkah? Od tega, da držim 2 orele, ful fajn. Ne, Malo je dež. drugače je ful fajn, pa sploh ni toliko mrz, kot sem mislila, da bomo. Mene ne zebe. Vaju? Ne. Veš kaj, tukaj dež pada je plusa, ne, ker drugače bi sneg bil. Cool. Ampak z Marelo na lučkah pa tudi še nisem bil. No, jaz sem že bila. Hvala. Jaz pa nisem govora pripravila. Ja, nisi govora Ne, pripravila. se si bom nekaj izmislila. Kaj pa moramo povedati? No se to ja, kaj pa moramo povedati? A da gremo jesti dala šmoron. Šmoren gremo jesti, pa na kuhančka gremo. Ampak, ker je pa božični čas, sva pa midva še eno malenkost zate prinesla. no. Ja, malo sva zmečkala. Daj, nehi, no. Se upravičujeva, ker je dež. Ampak ja, evo eno malenkost zate. O, kako lepo, ja, hvala, ja, pa je ne bilo treba, no. Če piše handmade. Ja, no se boš Se zdaj moraš pogledati, kaj not je. Kaj pa je to? Nič ne piše. Piše. Zelišni liker, ja, noč bomo probali. Ja, valjda, stari. Ja, tega sva midva delala Kva? cel poletje. Ama tukaj je alkohola. Ja, Ja, mama. ampak je tako liker. A vidiš, ona je iznajdljiva, stari. To je Ja, to. valjda, iz pokrovčka. A imaš rada mito? Zelo je dober. No, super. Ampak malo je tako zdravila, ne? Ja, malo je, malo Ta je. už drožava. Ta vse pozdrav. Ful dober, ej, ful hvala. A to sta res videla nadvila? Ja, to sem videla O delala. moj bog, kjera carja, stari. A vse je handmade. Ne, to ni Tole ni, handmade. no. To lahko že veš, kva je. A je? Činkalo, pinkalo, prisrčence. A veš, da sem premislila, zdaj bom iskrena. Sem premislila, ker smo spila, ne, da nam jo bosta pač šenkala in potem tako dala na stran, sem rekla, ma ne, sej bom pa eno Tista je bila naročila. najina, veš, ta je zdaj tvoja. Oh, hvala, ker ste mi dala svoj mrč. Ker bom jaz imela mrč, bom tudi poslala. Obljubam, stari. Ta je prazna, no, imaš, Ja, se to moraš pretočiti. nimam še, nikoli še nisem imela prisrčnice. Ne. No, zdaj boš imela za v hribe, evo. Dober, stari. Za v hribe. Za v hribe. Pa za v avto. Ne, za v avto. za izlete sem mislila, ne No, za v tako je, avto. zdaj izlete. Pa še O moj nekaj, bog, eno moj malenkost sosed boš je imel. policaj. Franci, če to gledaš, nisem tega rekla. Ni tega rekla, še A je to nekaj novega med? bo šlo. A je to med? Rdeča bazilika. Tako, začimbica. A res? Da boš imela za na jedi. Ta je pa iz najnega vrta. Ta pa ful diši. Ej, iskrena hvala. Hvala, Aleks. Nekaj, Hvala, nekaj. Malenko. Daj nehi, no da zdaj znamo možu, da ga jaz z vama nisem A ti nekaj, no?
Jaz sem delala božične nakupe še. Tako da... Draga Lucy, na tej točki bi se ti midva iskreno rada zahvalila za to super popoldne in pa res dober večer. Midva so se imela toliko fajn, pač res prav nasmejali smo se, ful je bilo zabaven in še naslednji dan sva bila tako nabita z energijo. V glavnem, če Lucije še ne poznate, kar močno dvomva, ker je pač ena največjih naših slovenskih youtuberk, tiktoker itd., se vam bo zdaj tlele spodaj izpisali vsi njeni linki in v YouTube in vse socialne omrežje. V glavnem, pejte jo pofollowat, ful je fajn in so prepričani, da bo tudi vas napolnila s pozitivno energijo v svojih vlogih, posnetkih in tako dalje. Tako da še enkrat, Lucija, ful hvala, pa upam, da se še kdaj kaj podružimo. Zdaj pa pejmo naprej v vlog. Prišli smo do trenutka, ki ste ga verjetno najbolj zvesti fani čakali čist celo leto in za katerega ste se trudili čist celo leto. Unika ste pa v letošnjem letu prišli na nov najin profil, ste se na novo pridružili Ponč Sonč družini, pa verjetno nimate pojma, o čem zdaj govoriva. Namreč vsako leto podeliva titulo, nagrado za Ponč Sonč fana leta. In seveda tudi letos ni čist nič drugače. Ponč Sonč, top fan leta, je nekdo, ki se je pač skozi celo leto trudil, pustil čim več komentarjev, napumpal z energijo, kakšno prijazno sporočilo napisal v najne zasebne sporočila, je bil prisoten na dogodkih, kakorkoli pa že, nekdo, ki je res dal tej skupnosti čim več, da se povezujemo, da se imamo radi, v glavnem. To je tisto, kar mi da podpirava in to vsako leto tudi nagradiva z eno tako malenkostjo. Zelo rada bi omenila tudi prejšnje dva top fana in sicer Tomasa in pa Tino, ki sta še zmeri ena izmed najbolj aktivnih sledilcev na najinem kanalu, na najinem profilu in tudi letos bi vaju kar najrajši obdarovala, ampak vsak let se trudiva, da zbereva nekoga novega. Vsako leto se trudiva biti čim bolj unikatna s temi nekimi darilci in letos sva sploh unikatna po moje, kajti če še ne veste, sva, lahko bi temu rekla, izdala najin prvi merch in sicer prisrčnice Ponč Sonč oziroma činkolo binkolo prisrčnice, ker je to pač en tak najin moto, ko nazdravljava, ko jeva ali pa je nasplošno v življenju, ker nek Hakuna Matata, sem pač činkolo binkolo. Tako da letošnji top fan, Ponč Sonč fan leta dobi tole prisrčnico. Oseba, ki sva jo izbrala, da si je v letošnjem letu prislužila tole Ponč Sonč prisrčnico, je najbolj izstopala izmed vseh. Namreč prisotna je bila čisto na vsaki premieri novega vloga, oziroma takrat, ko ni mogla biti prisotna na premieri, se je tudi upravičila, kar se nama je zdelo tako še posebej luškan. Poleg tega je tudi delila zelo veliko najine vsebine, kar nama še posebej veliko pomeni, ker mislim, če delite najine vloge, če delite najine objave, se pač le te prikazujejo potem tudi drugim ljudem in lahko tudi drugi odkrijejo najino vsebino. S tem si je po moje res čisto konkretno prislužila tole nagradico leto, zdaj pa čisto brez omahovanja. Top Ponč Sonč fan leta 2022 je... Alen Oblak! Jej! V glavnem, Alen, jav se nama v DM-se na Instagramu, tako da se izmenjamo pač informacije, da veva, kam tole prisrčenco nasloviti. Pa še enkrat hvala, ne samo tebi, ampak res vsem, ki naju spremljate, ki nama puščate lepe komentarje pod videi, ki naj obustate v bistvu z neko pozitivno energijo tudi v privat sporočilih. Mislim, da ste vi pač glavni krivec, da še vedno vztrajava, kljub temu, da so malo bolj majhne ribe tle na YouTube. Vsi tisti, ki letos žal niste bili izbrani za top Ponča Sonča fana leta 2022, se lahko brez problema potegujete za naslednje leto, ko bo vas sigurno tudi obdarila nekoga. Če pa bi si želeli najino prisrčenco, vas vabva na najin Instagram profil, kjer pravkar poteka nagradna igra in z malo sreče je ta prisrčenca lahko tudi vaša. Zdaj, če vam pa ne uspe usvojiti te prisrčence, je pa čisto vedno možnost, da jo pač tudi naročite. Sam napišite nama spet ali na mail ali pa v DM, pa jo bova odposlala in to je to. Jaz mislim, da je tole perfekten zaključek tegale vlogca. Lucija. Lucy, hvala, ker se s nama pridružila. Hvala, tukaj je bilo noro. Vam pa ene lepe božične praznike. Pa... Res. Ja,
srečno. Dobro. 2023, pa činko ljubimka. Čikolo binkola. Imamo pa do konca leta pripravljeno še eno potovanje, ki bo tudi prišlo na najin YouTube kanal. Namreč za novo leto se odpravljava v Bosno, v Sarajevo. In če vas zanima, kako bo najino popotovanje izgledalo, vas vabim, da se naročite na najin YouTube kanal, da ne zamudite nove popotniške avanture. Do ta cajt pa tako, kot vedno, všečkajte ta video, pustite kakšen lep komentar, seveda pa tudi vsem en lep božič zaželiva in srečno novo leto. Čau, čau! Čau, čau.